večer ali pa dober dan, kakor se obrne. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste prišli. Prav tako lepo pozdravljeni gledalci, ki nas gledajo v neposrednem prenosu. Dobrodošli na vseslovenski turneji revije Demokracija, kjer predstavljamo avtorje bodisi naših knjig, bodisi knjig, ki so jih sami izdali, in v goste povabimo tudi še kakšnega zanimivega gosta. Naj jih nocoj kar predstavim, to je gospa Klavdija Poprčkal, kandidatka za poslanko SDS na bližajočih se volitvah. Potem je gospod Rado Pestier, avtor knjige Vzporedni mehanizem, in gospod Omerza, preiskovalec udbe in avtor večjih knjig, med drugim tudi Velikani slovenske osamosvojitve in udba. Preden pa začnemo, bi povabil gospoda pesnika Kuntarja, ko ga glih vidim, da nam odrecitira Zdravljico, ki jo tako čudovito zna, kar gospod Kuntar, se lahko prijete. Prijatelji, obrodile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, v potrtih prsih budi. Komu najprej veselo Zdravljico, bratje, če bo zapet. Bog naš vam nam drželo, Bog živi, ves slovenski svet, brate, vse, kar nas je sinov, sloveče matere. V sovražnike z oblako rodune načka trešči grom. Prost, ko je bil v čaku, naprej ne bo Slovencov dom ne zdrobe. Njih roke si spone, ki jih še teže. Edinost, sreča, sprava. Sprava. K nam ne nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke seže, je oblast. In z njo čast, ko pred spet naša postalast. Bog živi vas, Slovenke, prelepe žlahtne rožice. Ni take je mladenke, ko naše krvideke, ne sinov zarotnov, iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije Zdravljica vaša, vi, naš up, ljubezni domačije, nobenej vam ne usmrti strup, ker zdaj vas, kakor nas, jo srčno branit kliče čas. Žive naj vsi narodi, ki hrebene dočaka dan, de koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan, de rojak, prost bo vsak, ne brak, meso se pomejak. Nazadnje še prijatelji, kozarce, zase vzdihnimo, ker smo zato se zbratni, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi. Najlepša hvala. Preden pa zares začnemo, bi pa predstavil in povabil, da nas zapoje še eno pesem, mlada gospodična Sara, kar prosim, ki nam bo zapela pesem Za Slovenijo živim. Lepo je videti mlade domoljube, Sara, prvi govor.
Hvala za pesem, hvala za te zadnje besede. Vidimo, da si talentirana. Revija Demokracija za jesen pripravlja festival Patriot Fest. Zagotovo boš povabljena. To je bila tvoja audicija zdaj. Lahko rečem, da si prestala test. Zdaj bomo pa mi počas začeli v zvezi s tem, zakaj smo danes tukaj. Bom začel krat s gospodom Omerzom. Gospod Omerza, Udba, kakorkoli že imenujemo, ker je spreminjala imena skozi zgodovino, oziroma tokrat po 45 let, na koncu je bila služba državne varnosti, vse danes, oziroma nekateri jo predstavljajo kot neko humanitarno organizacijo. Dajmo razčistiti, kakšna je razlika med tajno policijo oziroma službami državne varnosti, ki jih ima vsaka država v totalitarnem režimu in v demokratičnem režimu. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Zdaj,
Udba je pri nas še starejša kot leta 1945, ne? Ker je Kardelj že leta 1941, 15. augusta ustanovil tako imenovani VOS. Potem leta 1944 je Tito ustanovil 13. maja Ozlo, potem je Ozna leta 1946 postala Udba. Ne? Tako da Slovenija ima to žalostno zgodovino, imamo leta 1941 tajno politično policijo. Kaj je razlika med službami take vrste v demokratičnih državah in totalitarnih režimih? Zelo preprosta. V demokratičnih režimih take službe varujejo ustavni red pred nasilnim prevzemom, pred terorizmom in še nekaterimi drugimi kriminalnimi zadevami, ali pa delajo obveščevalno pa kontraobveščevalno, dočim pa tajna politična policija pa je v službi edine obstoječe politične stranke, sile v državi, recimo v Sloveniji in Jugoslaviji primer komunistične partije Slovenije oziroma Jugoslavije, in pravzaprav niti ni tajna policija ne države, niti ne stranke, ampak vrha neke stranke. Tako da je bila Udba tajna politična policija komunističnega vrha slovenskega, jugoslovanskega, po republikah tudi, ki je seveda ščitila, da je ta stranka neprestano reproducirala svojo oblast. Po osvoboditvi, tako imenovani, ne, pa tudi že prej med vojno, recimo v Sloveniji, je morila, jaz to pišem recimo prav v tej knjigi, Velikani slovenske osamosvojitve v uvodi, kako je umorila VOS, kako je umorila leta 1942 duhovnika profesora Lamberta Ehrlicha. Torej, razlika je zelo preprosta. Tajna politična policija v totalitarnih režimih varuje politični vrh, da je stalno na oblasti, brez demokratičnih volitev, brez demokratičnega združevanja, brez demokratičnih strank, parlamentarne borbe. V demokratičnih državah je pa to služba v funkciji države, v funkciji ščitanja države kot take. Hvala. Gospod Pezder, v vaši knjigi Sporedni mehanizem globoke države pa pišete tudi v eni precej sahljivi stvari. Gospod Omerza je razložil razliko med tajno službo oziroma varnostno službo v demokratični in v totalitarni državi. Tukaj v Jugoslaviji oziroma Slovenija smo bili pa priča, kar o čemer vi pišete v tej knjigi, tudi eni grozljivi podrobnosti, s kom je ta služba sodelovala. Ja, Jože, hvala za vprašanje. Lahko samo nadgradim to, kar je Igor povedal, relativno presenetljivo dimenzijo, ki sem jo odkril, dimenzijo delovanja uprave državne varnosti in kasneje službe državne varnosti, eno dimenzijo poslovanja, delovanja, ki sem jo odkril pravzaprav medtem, ko sem v Arhivu Republike Slovenije pregledoval ta znameniti arhiv 1931, oziroma Udbovski arhiv. In namreč prvi šok je, ki ga človek, ki gre te dokumente gledati, nekaj sem jih dal tudi v prilogo knjige, da je leta 1948, ko začnejo nekako oni vzpostavljati, torej partija pa za njo uprava državne varnosti, nek svoj podjetniški labirint, čez katerega je desetletja tekel denar, da ker so bili sami toliko zelotski pri vzpostavljanju nove oblasti, so praktično pregnali, pobili ali pa pozaprli podjetnike, kapital pa uničili in je zaradi tega uprava državne varnosti po nareku partije iskala kapital, ki bi nadomestil ta manko, ki so ga v svoji norosti izvedli. In neverjetno je, da se oni direktno obrnajo na italijanske kriminalne združbe, se pravi hudodelske združbe, in začnejo pridobivati osnovno akumulacijo kapitala, tako da pravzaprav prodajo ilegalne cigarete italijanski mafiji po celotnem italijanskem tržišču. Niko Kavčič se celo pohvali, da je vse do Ancone so oni že zasedali trg z ilegalnimi cigareti. Kar razumete, da je seveda znamenje norosti, da obveščevalna, v narekovajih, služba neke države začne sodelovati z popolnimi kriminalci v drugi državi, zato da pridobi sredstva, da financira odtok
denarja in družbenega premoženja iz lastne države. Ta drug primer je leto 1970 znamenita akcija Udari vzemi, kjer jim v proračunu zmanjka denarja, se pravi Socialistični republiki Sloveniji, da bi kupili helikopter pa prisluškovalne naprave za službo, zdaj že službo državne varnosti. Ta problem pa enostavno tako rečejo, da je politični vrh in izvršni vrh dovoljta službi državne varnosti, da vzame cigarete v skladišču v Portorožu, v Demone, in jih proda čez mejo spet italijanski mafiji. Kar vam kaže na sprevrženost uporabe te službe in celega sistema, ker zamislite si, da bi danes direktor Sove Stušek izvisel v proračunu in bi mu Šircelj, minister za finance, rekel, ni problema, stari, tamle vzam od Mercatorja čike, pa jih italijanskim mafijcom prodaj. Se pravi, ta država in njena pritiklina, obveščevalna služba, sta bili navadni kriminalni združbi. In še ta tretji element bi povedal, vse jih je še več, samo da bo, pač ne bom jaz cel večer govoril zdaj, ker včasih se zgodi, da ne moram izklopati. Ta tretja zadeva je pa, to so pa z Igorjem dosti natančno preiskvala, je pa primeri slovenskih kazinojev, kjer pravzaprav so bili povabljeni italijanski mafijci, da držijo posojilno službo. To so mafijci res prva klasa italijanske mafije, povezana za sicilijansko Cosa Nostra, ki so sifonirali denar potem iz slovenskih kazinojev v Panamo, pa iz Paname v Švico. Tja pa so hodili najvišje rangirani uslužbenci službe državne varnosti in denar pobirali v gotovini in ga odnašali neznano kam. To je bilo pa le nekaj tednov še pred koncem, pred padcem Berlinskega zidu oziroma pred osamosvojitvijo. In praktično, zdaj sem povedal zgodbo iz leta 48, iz leta 70, iz leta 90, kar vam pove, da v vseh teh desetletjih je Udba poslovala z kriminalom, italijanskimi kriminalnimi združbami. To so bili njihovi poslovni partnerji, to je lahko mirno rečem, to je bila ista kriminalna združba, kakor če bi sicilijanska mafija tukaj poslovala in se nadela ime služba državne varnosti. Pravzaprav šele v zadnjih letih spoznavamo, da je bila ta tajna komunistična policija, bolj znana kot Udba, pravzaprav neka kriminalna združba. To najbolj ve gospod Omerza, ki to preiskuje že dolg časa, to ve gospod Bezder, ki je del te zadeve obelodano v knjigi. Jaz upam, da bo še kakšno napisal, ker materijale je najbrž še dovolj. Gospa Oprška, vi ste pa vendarle ena mlada gospa, ki najbrž na svoji koži ni občutila Udbe, poznana vam je najbrž po bodisi govoricah, bodisi po pričevanju mogoče vaših staršev, karkoli. Kako pa mlajše generacije gledate danes na Udbo? Hvala za vprašanje, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Kako gledati na Udbo ob vseh stvarih, ki smo jih slišali pred mano? Ob dejstvu, da je izvajala in deportacije in sodelovala s tujimi zločinci in politične likvidacije. Dejansko tega ne moremo poimenovati drugače kot pač zločinska organizacija. Ampak to žalostno dejstvo, ki sledi, je, da kljub temu, da formalno ne obstaja več, se njeni vplivi in mreže ohranjajo do danes in so čisto prevplivni glede na dejstvo, da smo že 30 let samostojna demokratična republika. Imajo prevelik vpliv, vsi se zavedamo, katera so tista najbolj izpostavljena področja, zagotovo v zdravstvu, tudi v medijih in v gospodarstvu. In po moji oceni je dejansko edina rešitev, da s tem prelomimo izobraževanje mladih, neobremenjenih, pa vendarle razgledanih oseb, ki bodo sposobne s tem prelomiti in zaključiti. Gospod Pester, gospod Oprška je rekla, da se ta omrežja
ohranjajo do danes. Vi tudi začnete knjigo s primerom pranja iranskega denarja, razpredate oziroma dokazujete, kako se je ta mreža, ta vzporedni mehanizem, ki ga je Niko Kavčič imenoval vzporedna ekonomija, Edo Ravnikar Udbomafija, Danilo Slivnik je pisal o organizaciji, kako se to ohranja do današnjega dne. Vi ste začeli zadevo raziskovati po tej drugi sanaciji bank, po tej drugi finančni globalni krizi in ste prišli do nekaterih zanimivih. Ja, zagotovo, primer Farok seveda ne bi mogel biti razkrit, če ne bi bilo preiskovalne komisije, ki je preiskovala razloge, ki so pripeljali do druge sanacije slovenskega bančnega sistema, dodajmo do ekstremno drage sanacije bančnega sistema, ki pa očitno za tožilstvo pa NPU ne obstajata, ker 5 milijard je nekam zginal, obtožen pa ni nihče. To je pač norost države, v kateri živimo. Ampak ta primer Farok je definitivno, ali pranje iranske milijarde plus v Novi Ljubljanski banki je definitivno pokazal, da je z našimi institucijami nekaj zelo narobe, kajti če lahko iranska obveščevalna služba zrine denar preko slovenskega bančnega sistema, najprej ne, da bi kdo sploh kaj opazil, pa se zdel komu problematično in nas mora tujina obvestiti, da se kle nekaj dogaja, pa če bi malo s tem prenehali. Drugo pa, potem, ko se že to razkrije, se še 6 mesecev rola, ker zdaj ne vejo, kaj bi s tem počeli, potem pa se preiskava zapre. In v kjerokoli smer obrnete, ali obrnete v to smer, ki jo jaz zgradim v svoji knjigi, da je to del vzporednega poslovanja, kot ga poznamo v vzporednem mehanizmu, kajti vzporedno odločanje je kjer je bilo. Mi nimamo ne regulative, ne zakonodaje, ne internih bančnih predpisov, ki bi omogočalo tako poslovanje. Ampak se je izvedlo. Se pravi, nekaj vzporedenega je tam mogel potekati. In da ne govorimo v ekstenzijah, da je prav ta vzporedni bančni sistem že enkrat prebijal blokado za Irance leta 1979 po Homeinjevi revoluciji. Ampak tudi, če ne pristanete na to tezo in se delate slepe v tem smislu, da je bilo to regularno, potem vas mora začeti skrbeti, a je možno, da lahko kar nekdo pride, pa upere denar in nikomu nič. Pri temu, da imamo mainstream medije, ki retardirano razlagajo, da lahko nakaže še 1 milijon evrov preko slovenskega bančnega sistema z namenom nakazila Supermana ali pa Ana Karenina. Zdaj vsi mi hodimo po bankah, pa vemo, da to lih ni realno, ampak to nam še razkriva še nek dodaten element zgodbe, namreč očitno obstaja relacija med vzporednim mehanizmom v bančnem sistemu in slovenskimi institucijami in pač mediji, če ne take pokritosti idiotske ne bi imeli. Morajo se nam pa mainstream mediji začeti smiliti, zaradi tega, ker če začneš zagovarjati, da se nakazuje denar Supermanu pa Ana Karenina, to je veš že dno tvoje karijere in očitno si se pripravljen masivno prostituirati, da take idiotizme požreš in izplunaš ven v javni sektor, v javno sfero. Jaz, če bi bil novinar, mene bilo realno sram trditi, da Superman obstaja. Ampak, zdaj, ko so otroci, ne bom psoval, ampak ponavadi na tej točki pride cel glas psovk iz mene, zato, ker me to kar razjezi to vse skupaj. Ampak evo, spet da nam predolg. Hvala. Gospod Paškal, rad je govoril o milijardah, stotinah milijonih, jih tudi v knjigi piše o denarju, ki se je odlival v tujino. Kako pa vi gledate na to, glede na to, da se marsikomu učita, oziroma ne učita, odliva se denar v tujino, po drugi strani pa vlada Janeza naša evropska sredstva v Slovenijo? Ja, res je. V bistvu je po svoje žalostno, po drugi strani je pa to ravno tista točka razlikovanja, kjer se pač politiki pokažejo prave barve.
Desna sredina je tista, ki od nekdaj zagovarja racionalno porabo denarja. Želimo si, da se tudi pri porabi javnega denarja obnašamo tako, kot se obnašamo doma. To je dejansko pač najboljši pristop in zagotovljeno prinaša dobre rezultate. Doma kako ravnamo? V bistvu varčujemo, investiramo pametno, zadolžujemo se po najnižjih možnih obrestnih merah, pač pogledamo na okolje, ne vzamemo kar ta prvega kredita. Se pravi, če bi vse vlade v preteklosti ravnale na ta način, verjamem, da bi Slovenija danes cvetela. Ampak žal temu ni tako. Dejansko nekaj primerov smo slišali, dr. Pezdir jih je zelo dobro opisal v primeru NLB-ja. Meni se zdi v tem primeru najbolj nerealno, da je bilo možno preko bančnega sistema dejansko prodajati zamrznjene piščance, recimo Miki Miški, to je bila ena od oseb, ki je prejela ta denar, čeprav vema, ne. Tako je, bil je tudi Jaka Racman med njimi. Verjetno vsak izmed vas bi zastrigel z ušesi pa se vprašal, da verjetno s tem nekazilom nekaj ni v redu, pa glede na to, kakšne višine sredstev so to bile, se očitno nikomor ni zdelo tukaj nič čudnega. Ampak te zadeve niso bile samo v preteklosti, ampak se dejansko kažejo tudi danes. Recimo, dva taka konkretna primera sta, ki jih lahko iz nedavnih dni recimo povem. Prvi tak primer je zagotovo zakon o dohodnini. Sami veste, da je ta zadeva nujno potrebna. Da je potrebno razbremeniti plače, da moramo storiti vse, da bomo najbolj izobražene, najbolj prodorne kadre zadržali doma in brez razbremenitve plač do tega pač ne bo prišlo. Ampak kaj se je zgodilo? Levica je temu nasprotovala. Ne samo nasprotovala, želeli so sklicati tudi referendum. V redu, smo rekli, bomo pa dovolili, oziroma dovolili, seveda, referendum je ljudska pravica, dajmo ljudi vprašati, ali si želijo imeti višje plače. Ko smo pa rekli, da bi ta referendum izvedli skupaj z volitvami v državni zbor, takrat je pa prišlo do revolta. Takrat je pa naenkrat Levica ugotovila, da to njihovim političnim interesom ne ustreza in so stopili korak nazaj in zahtevo za referendum umaknili. To je prvi tak primer, ki kaže na to, da eno govorijo, drugo delajo. Ta drug primer, pa ste ga gotovo tudi vsi zasledili, pred, mislim, da 2 dnevoma ali celo včeraj, je poslanska skupina SD izvedla novinarsko konferenco, kjer so slavnostno obelodanili, da se z iniciativo Glas ljudstva strinjajo v 131 zahtevah od 138. Super, ampak meni se zdi to v bistvu že na prvi pogled nerealno. Katera politična stranka bi se lahko v celoti strinjala z nekimi zahtevami, ki prihajajo strani ljudstva? Zagotovo se poskušaš približati. Vedno je to stvar debate in političnega dogovarjanja. Vendar pa ni realno, da si kar naenkrat lahko copy-paste. Kar pomeni, da dejansko gre za neke vrste podaljšano roko, v tem primeru naše leve politične opcije. Zdaj pa, če gremo na drugo stran, dejansko ste tudi to verjetno slišali, da smo lansko leto, da je vlada Janeza Janše za sodelavci lansko leto izpogajala zgodovinsko višino sredstev za Slovenijo. Do leta 2029 oziroma 30 bomo imeli na voljo dodatnih praktično 10 milijard evrov evropskega denarja. To je ogromna količina denarja, ki ga mora Slovenija pametno porabiti. Večinoma gre za nepovratna sredstva, ampak se zavedamo, da če tudi so nepovratna, to ne pomeni, da padejo z neba ali pa z bruselske blagajne. To pomeni, da prihajajo od vas, od nas vseh, preko prispevkov, preko davkov v bruselsko blagajno. In če na to gledamo na ta način in od spodaj navzgor, ne na način, da gledamo, kako bomo milijone porabili, ampak kako bomo oplemenitili evro po evro, tako bomo dejansko to našo državo popeljali na bolje. In jaz mislim, da to je tisti prav pristop, ki ga pač odgovorna vlada mora imeti. Vidimo, da se ta udbovska miselnost in pač tudi nekatera dobesedno kriminalna dejanja, kot je afera razpranje miranskega denarja, prenesla iz nekdanjega režima v demokratičen, vsaj na deklarativni ravni svet. Gospod Omerza, nekaj bi vas vprašal. Vi ste preiskovali, precej ste preiskovali delovanje in dejanja udbe, tudi umore, zalezovanja, zasliševanja. Mene pa nekaj zanima, gledajte, vsak kriminalec hoče zakriti svoje sledove. Zdaj, udba jih je tudi.
koliko pa je teh arhivov, ki jih je imela UDBA še ostali in kako so dostopni? Ja, točno ni jasno, koliko je uničenega, ker se ne ve točno, koliko je bilo vsega. Ampak ocenjuje se tam, so različne ocene, ampak večina udbovskega gradiva je uničenega. In to uničevanje se je začelo, je bilo odrejeno, večji del tega je bilo odrejeno marca 90, pozarjam na datume, ne, aprila so že volitve, ne, demokratične prve po vojni. Ne. In uničevalo se je še do 16. maja. 17. maja je operativno nastopila nova Demosova vlada. Se pravi, še potem, ko je Demos zmagal na volitvah, je stara oblast imela še oblast, ne, vlada, in so uničevali, oziroma UDBA je bila še, ne, uničevali so do 16. maja, ko je UDBA prevzel pravzaprav notranji minister Bavčar. Ne. Zdaj tudi je problem, ker edini minister prejšnje Šinigove vlade, se pravi socialistične vlade, ki ni naredil primopredaje, je bil prav notranji minister Tomaž Ertl, ki je zginil po francosko, ne, in je pustil prazno pisarno. In ni bilo nobene primopredaje na tako važnem področju, kot so notranje zadeve, s tem, da je takrat vojska že plenila orožje JLA, plenila orožje teritorialne obrambe tudi že po policiji, ker nekateri bilo spravljeno po policijskih postajah. In Bavčar tega bi mu Ertl to takrat mogel povedati, da bi odreagirali takoj. Ne? In sicer, ko je to Bavčar in Janša sta to zvedla, se to ustavlja, to bi rekel, zaseganje orožja teritorialne obrambe se strani Jugoslovanske ljudske armade. Skratka, uničene večine, ampak zanimivo pa je to, ne, se drugače ne bilo možno nič napisati praktično. Zanimivo je to, da je uničeno nekatere stvari popolnoma, predvsem zadnja leta, zadnje garniture komunistične, se pravi pod Kučanom, to je najbolj uničeno, normalno, pustili so pa starejše zadeve, ki se niso tako direktno tikale. Tako da, recimo, prav zraven so proučevala primer, ki ga opisujejo v kriminalni temelji teritorialne obrambe in NLB-ja, primer Bate Todorovića in te druščine okoli njega, ne, in tega, kako se je takrat črne fonde ustvarjalo preko teritorialne obrambe, Nika Kavčiča in tako naprej, da v tem je pa ogromno ohranjenega, ne vem, 10.000 strani verjetno, ne, in to sta res lahko filigransko natančno opisala. Določene stvari pa ne moramo napisati, čeprav vemo, da so se dogajale, ker pač nimamo dokumentacije. Tako da je to zelo raznoliko. Jaz vse te moje knjige, ki sem napisal, so izjemno dobro dokumentirane, zato ker sem najdel stvari, ki sem jih lahko zelo dobro dokumentiral. Veliko stvari pa nikoli ne bom mogel sestaviti, ker ne morem špekulirati, če nimam dokumentacije. Veste, pričevanja so pa zelo, zelo slab vir. Človek, tudi tisti, ki hoče povedati tako, kot je bilo, nekako v spominu prilagodi spomin temu, kar nekako on čuti, hoče in pozablja slabe stvari ali pa nekatere stvari, ki niso pogodu pozabila. Spomin je sled minljiva, no, tako da najboljši dokument. Ne? In če te dokumente voli, potem se da napisati zelo solidne knjige. In to, kar je pa rado, je pa sploh, ne, je pa, jaz delam do leta 90, se pravi do konca prejšnjega režima, Rado šel pa praktično do leta 20 skoraj, ne, je šel pa še naprej s to dokumentacijo, ne, in tako da je to potem res ena, ta knjiga, ki je tukaj predstavljena in tamle spodaj tudi bolj na razpolago, ne, je od leta 45 praktično do leta 2000, skoraj leta 2020. Zato je to, jaz sem rekel, da je to knjiga vseh knjig, ne, ker je dejansko nek preseg tega, in nek uvid v delovanje ne samo prejšnjega režima, kako se je to tudi nadaljevalo do današnjih dni. Ja, gospod predsednik, gospod Omerze omenil, da pač so večinoma izginili ali so uničeni arhivi, ki zadevajo zadnjo garnituro komunistov v prejšnjem režimu. Omenil je tudi gospoda Kučana. Ampak vendarle se da še kakšen primer najti, ki lepo kaže na delovanje in povezanost med UDBO in takratno politično garnituro, ki so bile praktično eno. Vi ste en primer tudi precej dobro obdelali, to je zadeva Saftja, ne, za katero vemo, ko se spreminjale imena firme,
pridemo že v samostojni Sloveniji do žilnih opornic od Mladine. Če bi lahko na kratko samo ta tipičen primer, tudi kako so se izogibali takratni zakonodaji, ki se pravzaprav sami postavili. Ja. To je ena izmed ključnih zgodb, ki je potem determinirala slovensko tranzicijo, predvsem v segmentu privatizacije in nastajanja omrežij ter priklapljanja teh omrežij na bančno pumpo, imenovano Nova Ljubljanska banka. Namreč leta 1989, kot je uspel rekonstruirati z pomočjo dokumentov, je prišlo do velikega izvoza družbenega kapitala iz Slovenije preko Trsta, torej Saftija, v Luksemburg in od tam dalje v Švico z ustanovitvijo banke Proteus Financ. Zdaj, ta sredstva, ki so izginila iz Slovenije, so se stekla iz Gospodarske zbornice Slovenije, Banke Slovenije in v obliki kreditov, ki smo jih v prvi bančni sanaciji odpisali iz Ljubljanske banke, preko podjetja Adic, za katerega se izkaže, da je pravzaprav slamnato podjetje Slovenske komunistične partije, regulirano preko izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije, torej tedanje vlade. In seveda, ko se zadeve začnejo v Sloveniji konsolidirati, tam nekje okoli 92. leta, se ta kapital razlije kot zasebni kapital po slovenski ekonomiji. Naprimer, na medijskem področju pride do prevzema časopisa tednika Mladina, ustanovitve Dnevnika Republike, v zdravstvenem sektorju, ki pač je zelo močan, ker je tam veliko javno-finančnih sredstev, po domač povedano, da se cuzati tam, če lahko zraven, ustanovijo Mark Medical in cuzajo, potem se vračajo tudi v bančni sektor. Safti, ki je ustanovljen, kot kažejo dokumenti, z denarjem, ki ga je Udba pridobila z izvozom cigaret, se preuredi, ko se začnejo zakrivati sledi leta 1989-90 v družbo KB199, ki tudi postane seveda lastnica in Mladine in Mark Medical, ampak razlije se lastniško po celi državi, recimo podjetja, kot so Istra, Benz, Aktual, IT, MIP, kliniško-depotna družba, Deželna banka Slovenije in še bi lahko naštel. Se pravi, to je tisto, česar mi v času tranzicije nismo mogli videti, smo pa, kot veš, Jože, še kako slutili, ker ti kot del Slivnikove četice si te zadeve v zgodnjih 90-ih letih razkrivil. Vaša težava je bila pač, da niste imeli na razpolago tega, kar imava jaz pa Igor, se pravi dejanske dokumente. Mi smo bolj in manj na podlagi pričevanj rekonstruirali zgodbe. Sej jaz mislim, da mogoče ste imeli srečo, ker če bi pa takrat razkrili to, kar prenaša moja knjiga, pa tudi ugotovitve, ki smo jih z Igorjem v kriminalnih temeljih zapisali, bi vas ubili. Zaradi tega, ker takrat bi bil to pravi trenutek, da se prepreči nastanek omrežja in degeneracija tranzicije. In vi, Slivnik in ti, ste v bistvu zaslutili, da Proteus tam je, v Luksemburgu in v Švici in da se tam nekaj čudnega dogaja, samo tehnično niste mogli priti do prave zgodbe po rekonstrukcije tako v denarju. In še to bi dodal samo, to seveda ni samo slovenska posebnost, ker je Berlinski zid padel, so mnoge tajne službe izvažale denar, za Stasi tudi vemo, ker je nemški Bundestag s preiskovalno komisijo ta denar najdel in ga nazaj povlekel. Kar govorim v temu, da to, kar ste pisali v zgodnjih 90-ih o udbomafiji, o organizaciji, karkoli že, je bilo še kako realno, in največja škoda je bila, da se tega ni dal preprečati na noben način takrat. Ja, vse za tega smo bili pač označeni iz ene paranojike, da širimo
teorijo zarote in ko je Rado izdal to knjigo, sem ga jaz takoj poklical in sem mu rekel hvala, še enkrat hvala, da je pač potrdil vse tisto, zaradi česar smo bili mi takrat, ko smo bili še na delu, Slivnik Vasle in Igor Gozelna, da se mogoče še kdo spomne, tako stigmatizirani in smo se pač umaknili pol na mak. Gospa Oprškal, glejte, mi poslušamo zdaj o teh finančnih, dobesedno kriminalnih malverzacijah Udbe, tudi o umorih, dobesedno zločinih. Kako pa mlajša generacija gleda na to polpreteklo zgodovino, ki ni ravno prijetna po tem, kar lahko slišimo in beremo? Ja, drži. Slovenija ima v bistvu zaradi svoje polpretekle zgodovine globoke rane in te se vidijo tudi danes. Jaz pač mislim, da mlada generacija mora iz tega črpati strašanske lekcije za življenje in za delovanje. Preprosto, če se iz tega ne bomo ničesar naučili, rek pravi, da se bo zgodovina ponovila v taki ali drugačni obliki. Tako da jaz verjamem, da bo Slovenija s polnimi pljuči zadihala šele, ko bomo enkrat razčistili zgodovino in se spravili. Ampak do te sprave ne more priti pod prisilo, do te sprave ne more priti na način, da bo ena stran vsiljevala svoje mnenje in svojo resnico drugi. Do te sprave lahko pride samo z iskreno željo na obeh straneh, da prelomimo zgodovino, da se iz tega nekaj naučimo in da se zavemo, da razdeljeni ne bomo uspeli. Res je, da je to ena taka težka lekcija, pa vendar jaz verjamem, da je Slovenija več kot to. Vem, da nas to drži nazaj, vendar bomo svoje potenciale, po moje, bistveno lažje razvijali, ko bo enkrat ta sprava dosežena. Jaz mislim, da je Slovenija več kot to, kar kažemo trenutno. Predvsem moramo biti ponosni na to, kar je bilo doseženega v preteklosti. Vse prevečkrat se fokusiramo na negativne stvari, čeprav, kot pravim, jih je potrebno raziskati in razčistiti. Prepogosto pa pozabljamo na zgodovinske dosežke, ki so Slovenijo oblikovali, ki so izgradili našo identiteto in omogočili naš obstoj. Spomnimo se številnih veljakov, ki so Slovenijo postavili na mednarodni zemljevid. Od tistih, ki so gradili našo identiteto, od Trubarja, Prešerna, do tistih, ki so gradili našo Slovenijo, recimo Pučnika. Pa še številni drugi umetniki, športniki, ki nas postavljajo na svetovni zemljevid. To je tisto, iz česar moramo mi črpati energijo, pogum, samozavest in veselje do dela v prihodnje. Hvala. Zdaj bo vprašanje za gospoda Omerza, oziroma za kar za oba, za gospoda Omerza in za gospoda Pezderja. Namreč, tele še živeči vidni predstavniki nekdanje komunistične partije in tudi Udbe nekako izgubljajo spomin. Pravijo, da za marsikaj niso vedeli, čeprav so bili pravzaprav vodstveni kadri. Koliko je v resnici, koliko sta prišla po arhivih sodeč, koliko so vodstvo tedanje partije vedelo za, recimo, umore in zločine? Oni so naročali te stvari, ne. Udba je bila politična policija, se pravi, ni delovala sama zase. Sicer je bila tajna policija, ampak vodila jo je pa vrh edine dovoljene stranke. Celo cel vrh ni bil upleten v Udbo, ampak močni posamezniki znotraj, mogoče tudi nekateri upokojenci, ne? Recimo Maček, ne? Ki je bil dolgo let upokojen, pa je še vedno izjemen vpliv, ker je bil oče Ozne in Udbe, ne, v Sloveniji. Ne? Ampak gremo na fakte. Udba je dnevno pošiljala v zadnjih 30 letih, ne? Imamo dokumentacijo, dnevno pošiljevala 5-7 posameznikom, se pravi političnim, 2 sta bila v Beogradu, Dolanc pa Kardel, ne? Ostali so bili v Sloveniji, je pošiljala tako indikativne biltene, ker so oni vse te stvari opisovali, kaj se dogaja.
predvsem na tem področju ljudi, ki so bili opozicija takratni, ne, in kako so jih maltretirali in kako tudi deluje seveda politična emigracija, ker so imeli svoje lovke tudi v tujini. Ampak v teh dokumentih vi ne boste videli ne nalogov, ne opisov kakšnih umorov. To je bila te stvari, ki so bili mednarodni državni terorizem, je partijska oblast, vrhovi, ne, jaz to dokazujem v knjigi Od Belce do Velikovca, ali kako sem zlovil bombo, ko so vrgli naši udbovci, v Velikovcu bombo, zato je zelo malo ljudi v udbi vedelo za to akcijo in tudi v politiki slovenski je bilo zelo malo ljudi, ki so za to akcijo vedeli, ne, in ki je bila naročena strani, ker zunanje zadeve so bile, zunanje akcije udbe so bile vedno mogle biti, rekel, ukazane oziroma nadzirane oziroma imele odobritev Beograda. Govorim zaradi tega, ker recimo, primer, Silvo Gorenc je bil šef zvezdne udbe, ne? On se recimo ne spomne, kako je plačan morilec v Italiji ubil 3-člansko družino, med drugim tudi 7-letno deklico z 2 ali 3 streli v prsa in glavo. No. Izgubil spomin. Ni izgubil spomina, noče povedati, ne. Tega ne pozabiš. Recimo, jaz sem tudi pisal knjigo o umoru oziroma ugrabitvi Stjepana Crnogorca, hrvaškega študenta v Salzburgu, ki so ga naši slovenski udbovci ugrabili v Salzburg in pripeljali v Ljubljano. In tukaj je zginil, se pravi, bil umorjen. Tudi takrat je bil Gorenc šef zvezdne udbe in seveda o tem nič ne ve, ne? Oziroma pravijo, da so ga odpeljali v Bosno, da oni s tem nimajo nič. Čeprav glede na to, da je tle ostala vsa dokumentacija v njemu, lahko upravičeno sklepamo, je to indic, da je bil tukaj umorjen, ne, ta nesrečni študent. Kakorkoli, hočem reči, da je ta poročila so bila, jih je bilo, praktično vsak dan so dobila poročila, no, o bistvenih zadevah. O teh, bi rekel, super tajnih državno-terorističnih akcijah ni bilo niti v teh biltenih, ampak so bili to večinoma ustni ukazi. Vi pisnega ukaza ubite tega in tega od politika ne boste našli. Ne boste. Tito ni nikoli podpisal nobene likvidacije. Nikoli. Niti med vojno. Ne. So bili pa seveda ustni nalogi. In potem je udba tudi ni govorila o umorih, ampak je govorila recimo o specialnih akcijah, ofenzivnih akcijah, sem pa kaj govoril o likvidacijah. Ne. Delali so pa bombne atentate, ugrabitve in likvidacije. Ne. Se pravi, to je gnusen knjigovodski izraz za umor, ne, je likvidacija. Ne. To še izhaja iz Sovjetske zveze, pa iz tistih šol, ki so oni tam hodili pred in po vojni, med vojno v te šole njihove NKVD-ovske. Skratka, udba je o vsem poročala političnemu vrhu. Najbolj je bil pa zadolžen za udbo vedno tisti, ki je vodil partijo. Tisti je bil glavni na nivoju Jugoslavije to Tito, na nivoju Republike so bilo to partijski šefi. Od leta 1986 je politični poveljnik udbe bil Milan Kučan v Sloveniji. Gospod Pezder, vi ste prišli do Milana Kučan v nekaterih primerih. Ja, dejansko. Ki se že vlečijo še v čas samostojne Slovenije. Mogoče bi samo na tole, kar je povedal Igor, še nekaj dodal. Ne. Jugoslovanski institucionalni ustroj je bil jasen in uprava državne varnosti oziroma služba državne varnosti nista mogla delati izven institucij, ampak je s to službo dejansko upravljal politični vrh. To pač je taka struktura bila od ustave navzdol po vseh zakonodajnih poteh. S tem, da to, kar je Igor izpostavil o neformalnih privolitvah, torej ustnih privolitvah in ukazih, je še kako res, ker to zadevo vidimo dokumentirano na 2 koncih. Najprej pri tisti akciji Udari v zemi, kjer je bila na koncu privolitev za šverc cigaret, za financiranje helikopterjev pa prisluškovalnih naprav dana ustno. Druga zadeva pa je, ne, ki pa zanimivo kaže to, kar smo z Igorjem opisali v
knjigi Kriminalni temelji, ko pa pride do epizode, ko nekdanji udbovci, ki se preselijo v gospodarstvo in banke, začnejo kradati. In takrat se nad njimi izvrši pogrom. In pogrom pride, seveda ukaz za pogrom in najprej za razčiščevanje z strani vrha partije. In med tem, ko se to razčiščevanje dogaja, ko se Kavčič in prijatelji zapletajo v interpretacije in laži, da so dobili neformalne privolitve, ustne ukaze, da to delajo, gre enostavno služba državne varnosti to preverja. In preverja pri tedanjemu predsedniku izvršnega sveta Stanetu Kavčiču, če da ustno privolitev in ukaz za to. Nikotu Kavčiču. In če je Stane Kavčič dal privolitev Nikotu Kavčiču. In grejo tudi k Popitu, pa ga enako vprašanje vprašajo. In tam se izkaže, da nihče ni dal ustnega prevolenja, torej je ta akcija ropanje in potem se aparat spusti na njih. Ampak to razkriva vzporeden mehanizem odločanja v političnem sistemu tedanjemu in seveda dobro odgovori tudi na vprašanje, ki si ga na začetku postavil, kaj je razlika med obveščevalno službo totalitarnega pa demokratičnega sistema. Pri demokratičnemu sistemu so jasna in znana pravila delovanja oziroma poslovanja obveščevalne službe, medtem ko pri totalitarnem sistemu imamo pa ta novi sistem ustnih privolitev in vedenja, kaj se dogaja zgolj v špici partije. Zdaj, kaj se pa Milana Kučana tiče, sta pa vsaj dva elementa, ki sta zanimiva in popisana v knjigi. Prvi, da je še kako dobro vedel, da je ključni vzvod za izvoz kapitala družbenega kapitala iz Slovenije v tujino in njegov povratek v privatnih rokah. Podjetje Adit, pravzaprav slamnato podjetje SZDL-ja oziroma CK-ja. In drugo je seveda ta fascinantna zgodba o tem, kako je on kot predsednik države v navezi z Nikom Kavčičem leta 1992, to je dokument Operacija Merkur, ki ga v prilogi knjige objavljam, zamenjal predsednika uprave Ljubljanske banke in ustoličil Marka Voljča. Kljub temu, da kot predsednik države po slovenski ustavi nima nič z imenovanja direktorjev uprav banke, to je bilo kvečemu v domeni tedanjega predsednika vlade Janeza Drnovška, ki je predstavljal lastnika banke, ker je bila banka v rokah v lasti države, ali pa Arharja kot guvernerja Banke Slovenije, ki to nadzira, pri čemer je v tem svojemu planu, ki je bil popolnoma neregularen, ampak spet vzporedni mehanizem odločanja, ekstra poskrbel, da tisti vrhovi slovenskih institucij, ki pa so po zakonu in institucijah dolžni se ukvarjati s tem, kdo je direktor uprave državne banke, niso bili v temu absolutno nič obveščeni, oziroma je organizirana bila ena fantastična spletka, tako da ta dokument, ki je objavljen, ga res priporočam v branje, ker pokaže, da pravzaprav je partija čez tranzicijo preživela z svojim vzporednim mehanizmom, ne samo v ekonomiji, ampak tudi v sistemu odločanja. In posledično, če imate vzporedno odločanje v institucionalnem sistemu, pač nimate institucij in končna zgodba je, ne se čuditi, da primer Farok možen. Zelo vidimo, da to, kar sta razlagala gospod Omerza in gospod Pezder, je slovenska polpretekla zgodovina kar nekako grozljiva v nekem delu in kako se to vleče še v Slovenijo po osamosvojitvi. Namesto recimo, da bi se ukvarjali s slovensko identiteto. Ampak moje mnenje je pač, dokler ne bomo zgodovino razčistili, dokler ne bo resnica prišla na dan, nismo prav nič naredili, ker ne bomo mogli naprej. Zdaj pa če mi lahko vi poveste, kako je se to ohranjanje slovenske identitete? Lepo vprašanje. Jaz sem zelo ponosna Slovenka.
To ste verjetno tudi opazili, da prenašam na prihodne rodove in se mi zdi to najlepša naložba, ki jo pač starši lahko svojim otrokom dajo. Ljubezen do domovine in do soljudi. Slovenska identiteta je precej širši pojem od recimo ozemlja Slovenije. Slovenska identiteta je vezana na naša občutja, na našo pripadnost. Eden od takih pokazateljev je gotovo naša kultura, ki nas je gradila, odkar obstajamo. Ampak tudi danes se dogaja, da na levem političnem polu se najdejo ljudje, ki bi želeli to našo kulturo dajati v nič. Verjetno se spomnite izjav okoli naše narodno-zabavne glasbe, pa vendarle moramo vedeti, da naši velikani so v bistvu ponesli Slovenijo v svet z narodno-zabavno glasbo. Ta drug tak element te naše narodne identitete je pa slovenski jezik. Slovenski jezik je tudi meni prav posebej ljub. Poseben jezik, čudovit jezik, vsi pravijo, da je težek, ampak recimo uporabljamo dvojino, ki jo uporablja zelo, zelo malo ljudi. Ampak konec koncev vse večkrat se dogaja, da se to dvojino recimo opušča. Pol kaj še opažam? Govorim iz svoje izkušnje. Dobili smo recimo vabilo za vpis v 1. razred osnovne šole. V tem vabilu je mrgolelo napak. Žalostno je v bistvu, da otrok dobi domov vabilo za vpis v osnovno šolo, ki ni slovnično pravilno. Ali pa drug tak primer. Povabilo k skrajšanemu vrtčevskemu programu v slovenskih vrtcih v albanskem jeziku. A je to res potrebno? Ali se ne cenimo dovolj, da bi se potrudili, da bodo v Sloveniji otroci v šolah znali slovenski jezik? Dajmo več poudarka na našo slovensko identiteto. Če se bomo mi čutili Slovence, če bomo znali skrbeti en za drugega, bomo tudi kot narod napredovali. Gospod Omenza, gospa Hopačka je govorila o nekaterih slovenskih velikanih. Naslov vaše knjige ene je tudi Velikani slovenske osamosvojitve in udba, v kateri pišete o Cirilu Žabotu. Opisujete, kako je njegov prihod v Ljubljano dvignil precej prahu, še v času socialistične vlade, takrat je bil Kavčič. Če lahko v tem? Aha. Zdaj najprej bi rekel, da je pač to serija knjig o velikanih osamosvojitve in udba. Prvi je Žabot, ker je to najstarejši. Potem bodo sledili pa še drugi osamosvojitveli, kolikor sem dobil dosti dokumentacije, da lahko jih vpletem v zgodbo o udbi. Recimo Pučnika, pa Francije Zestrsta, pa potem Novorevijaši, pa potem v končni fazi pa še Igor Bavčar, Janez Janša, kako so razspremljene udbe kot velika osamosvojitvela. To bo neka serija knjig, ta je prva. Zdaj, Žabot je bil pa pač, meni je Žabot zanimiv zato, predvsem zato, ker je bil že leta 1946 ustanovil v Rimu akcijski odbor za zedinjeno Slovenijo. On je bil učenec Lamberta Erlicha, ki je bil pravzaprav prvi, bi rekel, tisti pravi, razvil to idejo osamosvojitve Slovenije, sicer je bil umorjen strani Vosa, to tudi natančno opisujem, in Žabot je bil njegov učenec in se potem to vleče. Veste, osamosvojitev ni kar tako prišla iz neba, tudi ideja. To so bili ljudje, ki so o tem razmišljali v Sloveniji, če so o tem razmišljali, si šel v zapor. Ampak so te ideje emigrantov, ki so o tem govorili, so se širile tudi tukaj in so pronicale. Ta ideja o osamosvajanju ni kar nastala leta 90, veste. To je neka geneza. Se o tem bo zdaj, mislim, Granda napisal knjigo, o genezi slovenske državne misli. No, ampak Žabot je zanimiv zato, ker je bil on, ker so ga hoteli likvidirati skupaj z Erlichom, pa slučajno ni bil zraven. In Kardelj ga poskušal še enkrat je naročil Vosu, da ga likvidira, se pravi, to je bilo v letu 1943, on je potem šel v Rim, leta 1943. In leta 1968 se pa pojavil v Sloveniji. Zdaj, razlog, zakaj ga je vlada Staneta Kavčiča pustila, oziroma Stane Kavčič je o tem odločal, ni čisto jasen. Ampak iz teh, bi rekel, dokumentov, ki sem en razpolagal, sem ugotovil, da je Stane Kavčič
skušal s tem prihodom nekako testirati, dokje lahko gre v tem togem komunističnem režimu, ker je on že nekako silil izven teh okvirov. Ni on silil izven socializma ali pa, da bi on osamosvojitelj, ampak skušal malo bolj liberalizirati ta socializem, no, da tako rečem, predvsem v ekonomskem smislu. In je hotel videti, kako bi to vplivalo na, in seveda, ko je Kardelj zvedel od Janeza Vipotnika, ta pa od starih partizanov, ki so videli žebote na cesti v Ljubljani, pa Udba je že o tem poročala, seveda, ne, je žebot rekel, takoj ga treba zapreti, se ga je med vojno hotel dvakrat likvidirati. Ne. Je rekel, ne moramo ga zapreti prav Vipotnik, ker vlada mu je dala vizo, oziroma ga je pustila v Slovenijo. Vize takrat ni bila potrebna, ker je neko turistično leto, ampak ga je spustila čez mejo. In rekel, potem ga pa takoj ženite. In potem je seveda takoj šli so do njega iz izvršnega sveta v hotel Lev, kjer je živel, kjer je bil pač nastanjen in je mogel takoj zapustiti Slovenijo. No, to je bil ta, recimo, obisk, ki še danes odmeva, ne med širšimi množicami, tako rečem, ampak med tistimi, ki poznamo to zadevo. Ne. Hvala, gospod Merza. Zdaj pa za en konec bi samo prosil gospoda Pezdirja, da nakratko pove, kaj je sporočilo te njegove knjige Sporedni mehanizem globoke države, glavno sporočilo in zakaj je pomembna. Zagotovo je sporočilo več. Eno sporočilo je zagotovo, da se moramo približati realnosti in začeti na novo razmišljati o temu, kako delujejo omrežja v Sloveniji, kako deluje prevzem institucij strani omrežij in seveda, kaj je bila pravzaprav velika privatizacijska igra v obdobju 90-ih let, kjer je bila praktično vračanje za pomočjo odtujenega družbenega denarja, vračanje nekih starih naves rdečih direktorjev službe državne varnosti in partijske politike na pozicije moči, kot so jih že prej imeli, preden je Berlinski zid padel. Zagotovo je pa to nekaj, kar vendarle mora biti v Sloveniji. Knjiga je sestavljena iz dokumentov, ki so spravljeni v Arhivu Republike Slovenije in tam so spravljeni že 15 let in pravzaprav je Slovenija upravičena do tega, da svojo polpreteklo zgodovino vidi, prebere in o njej premisli, kajti očitno akademski zgodovinarji v tej državi neke svoje funkcije ne upravijo in se trudijo, da bi dokumentacijo ignorirali. Pač nekdo je mogel prenesti to vsem državljanom in državljankam na vpogled, da razumejo enolično določeno, kaj pravzaprav se nam je dogajalo in kako se je to dogajalo. In skoraj da škandalozno je, da 30 let po osamosvojitvi, 31 let po osamosvojitvi, prvič imamo možnost vpogleda v dokumente v javnem prostoru o temu, kaj pravzaprav je bila ta sprega rdečih direktorjev, partijcev in uslužbencev službe državne varnosti. Gospod, še malo, gospod Pezdirja. Gospod Omerza je prej govoril, da osamosvojitev ni prišla čez noč. Da je to nek proces, neka misel, ki je bila predvsem med slovensko imigracijo v tujini in je počasi pronicala tudi v Sloveniji. Danes pa lahko poslušamo zgodbe, kdo je vse zaslužen za osamosvojitev, kot da nimo, da je Niko Kavčič naredil Ljubljansko banko z namenom, da bi se Slovenija osamosvojila. Vas je tudi novinar N1 hotel nekako napeljati, oziroma vas je spraševal, ali ni mogoče denar od tega vzporednega mehanizma, pa govorimo o stotinah milijonih evrov, celo v milijardah evrov, bil namenjen za osamosvojitev. Ste vi našli kakšen dokaz? Jaz sem to vzel za popolnoma legitimno tezo za raziskovanje, pač od zunije bila, gremo pogledati. Jaz v vseh teh dokumentih nisem našel ničesar, kar bi kazali, da je bil ta veliki izvoz družbenega premoženja namenjen za osamosvojitev. Se pa še kako kaže, da medtem, ko smo imeli
težke socialne razmere, visoko brezposelnost, po razpadu Jugoslavije in izgube južnih trgov, da je neka določena ekipa, ki se je preimenovala v omrežje v 90-ih in 2000-ih, pravzaprav s temi sredstvi, ta sredstva iz družbenih naredila transformacijo v privatna in je šlo čisto za njihove guzice in absolutno za ničesar drugega. Absolutno ne obstaja niti en dokument, ki bi vsaj malo kazal v to smer, da je partija izvažala nek denar, zato ker je bil planirana osamosvojitev. Ta teza na tej točki enostavno ne drži in tudi zgodovinarji, ki znajo narediti biografijo nekdanjega predsednika CK in Republike Slovenije, brez da bi pogledali v arhivsko dokumentacijo, med svojimi dokumenti, ki jih citirajo, ne pokažejo nobenega dokumenta, ki bi kazal, da so ves ta denar partijci namenili za osamosvajanje. Jaz sem prepričan, si predstavljal, da niti ena marka, niti en dolar, niti nikjerkoli enota valute ni šla v slovenski proračun za časa osamosvajanja, da bi ga porabili za cilje osamosvajanja. Niti ena enota, nikakršnega denarja. Ampak jaz sem tle hotel še nekaj drugega povedati. Recimo Nika Kovač, Slovenka leta, je rekla, glejmo v prihodnost. Jaz se strinjam. Rekla je pa, pozabimo preteklost, pustimo preteklost. To pa ne moramo, ker brez tega ne moramo iti prihodnost. Ne? Poglejte, neštevilni so primeri, pa ne govorim samo o partizani, domobranci, po vojni, pokoli, ne vem, vse te zadeve, ki težijo ta narod. Ne? Govorim tudi o temeljih državnosti. Nešteto je primerov, kako se je v teh 30 letih slabo ravnalo s temi s poudarjanjem teh temeljev državnosti. Sam en primer bom povedal, ki ga tukaj opisujem v knjigi Janez, ko je že naslov, pravi brat Janeza Stanovnika. Ko je on umrl, je STA objavila, da je umrl predsednik osamosvojitvenega predsedstva. Do zadnjega je zagovarjal federalno Titovo Jugoslavijo. Do zadnjega kot predsednik predsedstva in tudi njegovo predsedstvo nima nobene zveze z osamosvajanjem. In ta vest je šla v vse časopise, vse medije, posod se je bralo, umrl je predsednik osamosvojitvenega predsedstva Slovenije. Mislim, a veste, in teh stvari je ogromno. Se pravi, ne samo tistih hudih stvari, kot so povojni poboji, množični umor, pa še kakšne druge stvari, nerazčiščene iz preteklosti, ki težijo to družbo, ampak tudi take stvari, ki izraščajo zadnjih 30 let iz nepoudarjanja temeljev slovenske državnosti. Ker če se mi ne bomo obnašali primerno do naše države, potem jo lahko tudi izgubimo. Hvala. Gospod Paškal, pa bomo potem počasi zaključili še za vas nekaj. Gospod Omerze bi pomenil Nika Kovač, ki je rekel, da mogli pač preteklost, kar je bilo pokopati in gledati samo v prihodnost. Kako pa vi kot mladi gledate na to? Na preteklost preprosto ne moreš pozabiti. Tako kot mi v privatnem življenju se spominjamo lepih in slabih stvari iz preteklosti, tako je tudi v družbenem življenju. In po moji oceni pač take izjave niso na mestu in kažejo samo na to, da se pač določen del družbe želi izogniti razpravi o polpretekli zgodovini in o temah, ki bremenijo slovensko družbeno telo in ki jih je potrebno razrešiti, preden bomo lahko šli naprej. Kaj pa o njeni napovedi, pač, da bo dobila neko skupino aktivistov, 1300 je govorila, ki bodo hodili po Sloveniji in bom rekel takole, antijanšovsko delovali? Ja, ta antijanšovski sindrom se vleče že dolga leta, skoraj desetletja, ampak po moji oceni se ta sindrom počasi poslavlja. Jaz mislim, da s temi dobrimi deli in ukrepi, ki jih vlada sprejema tudi v najtežjih časih. Moramo se zavedati, da epidemije v času samostojne Slovenije v takšni razsežnosti nismo poznali. In ko se je vlada spopadla z temi novimi razmerami in je dokazala, da zna delati za ljudi tudi, ko je tako oteženo,
jaz mislim, da noben anti-Janša sindrom pač ne vzdrži več te trezne presoje. In tudi, če bo hodila po Sloveniji in poskušala ta sindrom usidrati v podzavest ljudi, verjamem, da je to pač ne bo več uspelo, ker rezultati kažejo svoje. Hvala. Zdaj pa bi prosil, drage poslušalke in dragi poslušalci, če ima kdo kakšno vprašanje za naše goste, lahko tudi kakšen vaš komentar, bi ga radi, lepo bi bilo slišati. Časov so poslice so bili težke. Seveda vemo tudi zato, da je bil v tem času tudi uničen arhiv, Slovenije, Udbovski arhiv. Vsak arhiv za državo pomeni isto na veliko bogatstvo. Ali je možno, da se na isto človek oziroma ta služba, ki je dala nalog za uničenje tega arhiva, pokaže in se ga tudi obsodi. Udbovski arhivi so narodni arhivi, ki popadajo v narodni in ne neki posamezni službi ali neki posamezni, recimo, klik. Ja, jaz spet sem v tej knjigi, pravi obraz, jaz sem povedal, kdo je naročil uničevanje arhiva marca 90. To sta bila Ivan Eržen, šef slovenske tajne politike, takratni šef slovenske tajne politike in takratni notranji minister Tomaž Ertl. Mi vemo točno, kdo sta tiste dva, ki sta to... Dobro, Ertl je pokojni, Ivan Eržen je pa, kot po mojih informacijah, živi v Švici in verjetno vrača tisti kapital, predvsem iz tega igralniškega denarja, ki se ga v Lugano tam v zadnjih izdehljajih prejšnjega režima so hodili tja in so te stvari na teh računih urejali, vodilni slovenski udbovci. Tako da, to je vse zastaralo. Tako da, tle ne moramo, tle lahko delamo ilustracijo samo z zapisanjem. Nič drugače. Pa z neko moralno obsodbo. Pravno, pa tudi politično. Pravno se ne da več ničesar storiti. Prej je bil govor tudi o tem, da so večino arhiva oziroma fonda Udbe uničili pred osamosvojitvijo oziroma pred prevzemom naše oblasti nove. Zdaj me pa zanima, ali obstaja kakšna možnost, da se ti arhivi nekako še dopolnijo z tistimi kopijami, ki menda obstajajo v Beogradu in ki jih je Cerar nekako se jih ni hotel zaslužiti, ampak jih je blagodejno prepustil sodni. Imate prav, problem je v tem, v Beogradu obstajajo arhivi in slovenska Udba je ogromno pošiljala v Beograd. Ogromno, ne vsega, ampak ogromno stvari. In to je tam ohranjeno. In zdaj v pristopnih pogajanjih za Evropsko unijo Srbije so imeli tudi nek pristop glede na neko kulturno dediščino. In takrat je bila priložnost, da Cerarjeva vlada zahteva, kopijo ali pa saj, nek skeniran del tega arhiva, kar je še v Sloveniji v Beograd, pa celotnega zveznega arhiva, ker je bil to tudi del, ker je bila zvezna država in potem naslednice imajo pravico do tega dela zveznega arhiva, kar se tiče Udbe. Se pravi, to se skenira in se lahko brez problemov bi se predalo slovenskemu arhivu. In to ni bilo storjeno in bila priložnost zamujena, ker smo potem potrdili tista pristopna pogajanja glede kulturnih zadev. Nekaj bomo dobili zdaj kinotečnega gradiva, nekaj smo dobili nekih pogodb iz leta 1914, neke stvari so dobili v naši zgodovini, so hodili v Beograd in so se tam zmenili. Ampak ta glavni del, namesto da bi rekli, ne bomo zaključili teh pogajanj, dokler ne dobimo skenirane originalnih dokumentov, danes je ta tehnologija preprosta. In to je bilo zamujeno.
lahko tukaj govorimo, kar hočemo. Ampak volitve so tiste, ki bojo pokazale, kako kdo misli, pa kaj kdo živi. Vemo, koliko je država dala in jaz bom odkud, da smo neki da, ne tisti, ki sam govori. To je ena zadeva, druga zadeva pa je vprašanje. A je kakšna varianta ali možnost po tem, ko bo SDS zmagal, a je kakšna možnost za kakšno ilustracijo? Je to pravno možno? Samo to. Hvala lepa. Glejte, že takoj po osamosvojitvi, ko je Demos prevzel oblast, se je govorilo o ilustraciji. In tudi v Demosu so bili odpori do ilustracije. Recimo, France Bučar je rekel, da samo preko njegove trupla bo šla ilustracija. Tudi Demos, tudi če bi za to odločil, ni imel dovolj politične moči. Bil je en zbor, ki ga Demos ni obvladoval in tam ne bi tega skozi spravili. Se pravi, ni bi verjetno rabil za tako zadevo veliko večino v parlamentu. Doslej, tista stran, ki bi hotela ilustracijo, če bi jo hotela, je verjetno ne bi nikoli imela dovolj moči v parlamentu, da to stori. Mislim pa, da je zdaj po 30 letih verjetno to že precej zamujeno. Ne? Ima še kdo kakšno vprašanje, kakšen komentar? Če ne bomo počas zaključili. Aha. Je predganje. Gospoda Omer, to bi vprašal, zdaj se knjigo Temna stran dela, ki jo on napisal. Jaz sem jo prebral, je zelo zanimiva, moram reči. Prvi sprašujem, kaj bo druga knjiga lahko išla? To je moje vprašanje. Dejstvo je tudi, da je firma Adit preko dela poslovala. Mogoče kaj več jeste od tega. Hvala lepa. Ja, pripravljam drugi in tretji del, jaz upam, da bo išlo letos. No. Zaradi te korone sem jaz pravzaprav, ker praktično nisem mogel imeti predstavitev, to meni veliko pomeni, da hodim med ljudmi, da propagiram knjigo, tako da letos pa narečujem tudi drugi del, sigurno drugi del. No. Mogoče sem združil drugi in tretji del, no, ker se mi zdi, da mogoče je bilo dobro, da končam. Kar se tiče Adita, pa Adit je sodeloval z vsemi tle v Sloveniji, ne, z založbami, z delom, ampak kaj posebnega, da bi bilo recimo v teh udbovskih dokumentih o Aditu praktično tega to izgleda uničeno. No. Je pa nekaj tega piše o tem, ampak mislim, da po osamosvojitvi, ne. Ja, po osamosvojitvi. Pa tudi nekaj je to v tej knjigi, mislim, rado, kolikor je to ohranjeno, je to možno najti v njegovi knjigi. Ja, jaz bi samo še tukaj dodal glede Adita. Adit je namreč, Adit je sedež, mogoče se spomnite, v Šiški na Vodnikovi v Podstrešju in kolikor se jaz spomnim, kolikor mi spomin gre zdaj nazaj, takrat, ko je Konovana Slivnikova četica to odkrivala, je kot je Igor rekel, Adit je posloval praktično z vsemi podjetji, predvsem založniki. Mi smo pa tudi prišli do enih dokumentov, kjer so bile prej nakazovane ogromne vsote denarja. Ne. To je bilo milijarde lir, jaz ne vem, koliko je bilo takrat lira vredna, ampak je šlo v stotine milijonov evrov današnjih in to že po osamosvojitvi. In te dokumente takrat prinesel takratni direktor Boris Platovšek, ki jih je razkril. Vse je potem še Slivnik v svoji knjigi Kučna oklan to tudi opisoval, toliko z moje strani. Ima še kdo kakšno vprašanje? Če ne bi se vam zahvalil, da ste prišli, zahvalil bi se gledalcem v neposrednem prenosu in zahvalil bi se gostam, gospodu Omerzi, gospodu Bezderi in gospodu Oprčkalovi. Hvala lepa.